Lep pozdrav, kar izvoli tukaj na sredino. O čem boš danes govorila? O sistemih nagrajevanja, pa mogoče še nekaj malega o motivaciji zaposlenih. Ja, to sem jaz tudi videl, tale tema, vprašal sem samo zato, da se malo pogovarjava. Drugače, jaz sem slišal, da pravzaprav sem se pozanimal o tebi in sem res ugotovil, da si res tata mata na svojem področju. Pa zdaj, da ne bi morda nekaj nasplošno preveč razlagal na določenih stvareh, slišal sem, da si zelo dobra pri svetovanju v realnih primerih, pa bi mogoče izkoristil to priložnost. Jaz sam nimam nobenih problemov, ampak imam pa enega prijatelja, ki ima probleme ravno pri motivaciji zaposlenih in tudi pri tem sistemu nagrajevanja, pa če bi mogoče lahko na teh realnih primerih kaj. Midva se pozabavljati, seveda, če ste tudi vi za to, se bo moja mati približno iste probleme. Jaz sem nekaj pripravljati, ne vem zdaj, če bo publika ravno se strinjala s tem, no. A ste za to? Ja, dobite še eno jabko, če ste za to. Smo za to? Jaz sem tudi pripravil ene stočke tam, da smo kar malo sedla, da bo tako malo bolj sproščeno vzdušje. Če si tako zastavil, pač bova tako naredila, no. Si navajena sedeti na barskih stolčkih. Ja, nekaj izkušam že malo. Ja, dobro, evo, jaz tudi. Evo, kar deva malo bliže, ja, to, da se najbolj vidno. Torej, deva začeti, no. Res, moj prijatelj ima eno podjetje, ni preveč navdušen s tem, kar se mu v tem podjetju dogaja. Pravzaprav, po domač povedano, se mu zdi, da ljudje slabo delajo, no. In je pravi, da rezultati dela so slabi. Ja, mislim, ni nekako tudi dobro vzdušje, tudi vzdušje je slabo, ampak se mu zdi, da predvsem teh rezultatov dela ni, pa je zdaj razmišljal, da bi morda, da je vzrok temu to, da imajo ljudje samo fiksno plačo, in je razmišljal o tem, da bi morda plačo razdelil na nek fiksen del in nek variabilen del. Je to primerna strategija? Tukaj mogoče bo treba še stopiti korak nazaj, pa postaviti še eno drugo vprašanje, ki je tako zelo pomembno pri sistemih nagrajevanja. In to vprašanje je, zakaj pravzaprav imajo ljudje zdaj fiksno plačo v tem podjetju. Kaj on pričakuje za to fiksno plačo, to fiksno osnovno plačo, ki jo zdaj ljudem plačuje. Kaj od njih pričakuje? To pravi, recimo, pričakuje sam, da pridejo vsak dan v službo, pa da malo pomahajo, pa sedijo 8 ur na stolčku, potem pa domov grejo, ali pričakuje, recimo, B možnost, da slabo delajo, C, da povprečno delajo, D, da dobro delajo. Se pravi, v katero od teh 4 možnostih in on dejansko zdaj plačuje to osnovno plačo. On jim plačuje, da dobro delajo, to je jasno. No, evo, super. Potem, če jim plačuje za to, da dobro delajo, potem za tisto fiksno plačo naj bi itak ljudje dobro delali. In brez veze jih nagrajevati za to, da dobro delajo. Nagrajevali bomo z variabilo, ne zato, da bojo dobro delali, ampak zato, da bojo izjemno dobro delali, nadpovprečno, odlično, zato, da bojo imeli fantastične rezultate. Ja, dobro, samo on jih plačuje zato, da bi dobro delali, pa v resnici delajo slabo. Ja. To je zdaj realno stanje, ki je malo drugačno od tega, kar smo se pogovarjali. Zdaj pa situacija je takšna, če ljudje dobro delajo, treba ugotoviti, če ljudje slabo delajo, treba ugotoviti, zakaj slabo delajo. In ponavadi, predvsem taki malo manj izkušeni menedžerji vidijo vedno težave v sistemu nagrajevanja. Ampak sistem nagrajevanja tukaj ponavadi nima čisto nič zraven. Ljudje ponavadi slabo delajo, zato ker imaš neke recimo težave v vodenju, to je najbolj tipična zadevščina. Vodenje nimaš porihtano, zato ljudje slabo delajo. Druga možnost je, da imaš recimo v podjetju vzpostavljene neke izredno nizke standarde glede opravljenega dela. Se pravi, v tem podjetju je sprejemljivo to, da slabo delaš. Vsi slabo delajo, delaš še ti slabo, pa se ti nič ne zgodi. Sicer šef včasih manj potakne, ampak nič drugega hudega ni. Standard je, da se pač slabo dela in pač zaradi tega tudi ljudje slabo delajo. To sta recimo 2 izmed najbolj pogostih vzrokov, zakaj ljudje slabo delajo. Potem je pač obstaja še kar nekaj drugih, recimo lahko imaš tudi težave pri selekciji kadrov, si mogoče napačni ljudi izbral, imaš napačni ljudi na napačnih delovnih mestih in zaradi tega slabo delajo. In potem, ko imaš, dejansko moraš najprej ugotoviti, kje je vzrok za to, da ljudje slabo delajo, in te vzroke moraš odpraviti. Ko si te dejansko vzroke ugotovil, kateri so, in si jih odpravil, potem se ti lahko zgodi, da še vedno kdo slabo dela. Ne vsi, ampak kdo lahko še vedno slabo dela. Če priješ do te situacije, osebo, ki slabo dela, v tej situaciji moraš odpustiti. Moraš sprejeti odločitev, ki je večkrat zelo težka, ampak to osebo moraš odpustiti. Zdaj, zakaj jo moraš odpustiti? Pač ti lahko povem en tak simpatičen primer. Se mi zdaj zgodil pač... Prosim, pa kako se na lep način odpusti koga? Najprej primer, potem pa kako se na lep način odpusti koga.
Se pravi, pred kakšnimi, lansko leto se mi zdi, no, sem imel tak simpatičen primer, ko sem bila pri enem direktorju, pa je malo vprašal, mi je malo predstavljal točno tak primer, no, da mu ljudje slabo delajo, ne, in zdi, on bi pa zdaj imel neko variabilo, zato da bi ljudje bolje delali. Sergej ni? Ne, ni. In je pač tako, sva se pogovarjala in on ima eno skupino programerjev, ki razvijajo nek softver in je rekel, veš kaj, Sara, ti ljudje slabo delajo, ne, pa bi jaz jim dal variabilo, ne, zato da bojo dobro delali. In sem vprašala, kaj zdaj pomeni, da slabo delajo, ne? Rekel, ja, veš, v tem letu smo imeli toliko napak, v tem našem softveru smo naredili toliko napak pri tem našem izdelku, kot prej skupaj v 4 letih jih niso toliko naredili. Se pravi, v enem letu več napak, kot prej skupaj v 4 letih, ne? In pa sem jaz rekla, ok, super, je bil gospod Jože. Sem rekla, super Jože, zdaj pa dejva en trenutek se ustaviti, dejva en trenutek premisliti. Recimo, da sem jaz Dane, programer v tem tvojem oddelku in slabo delam. In vem, da slabo delam, ker vidim, koliko napak naredim, vem, koliko sem jih predelal, vidim, da si ti nezadovoljen, se pravi, da vem, da slabo delam. Ne? In slabo delam in zdaj pač tvoja rešitev je, da boš zdaj mi dal neko nagrado, neko variabilo, zato da bom dobro delal. Pa kaj misliš, da bom jaz, Dane, čez 1 leto naredil, če bom hotel imeti višjo plačo? Ja, slabše bom delal, ne? Zato da je boš dal drugo variabilo, pa drugo nagrado, ne? In zdaj, kakšen mehanizem tukaj vzpostavljamo, ne? Tem slabše, kot delaš, tem večje nagrade boš dobil. Se pravi, pravilo je, delaj slabo, tako da potem ti bom dal neko variabilo, da boš delal dobro. In ko hočeš imeti spet neko višjo nagrado, delaj še malo slabše, da ti bom dal še nove nagrade, ne? Namesto, da bi vzpostavili tisti sistem, ki ga mi želimo vzpostaviti, ne? To se pravi, nekdo je dobro delal in zato, ker je še boljše delal, je potem dobil nagrado. In to zgleda včasih malo paradoks, je stvar, na katero ne pomislimo, ampak to je dejansko tisto, kar se zgodi, ne? Ljudje se zelo enostavno interpretirajo sistem nagrajevanja. Tako da to, kar se tiče primera. Kako se pa koga na lepo odpusti, ja? Ali bi to pustila za na konc? Ne, saj lahko tudi zdaj ni problem. Prvič, lepo se nikoli ne odpusti, ne? To mislim, ni eno prijetno pravilo. Večkrat tisti ljudje, ki so odpuščeni, imajo feeling, da se to dela z nekim užitkom. Ampak to sploh ni res. Vsak, ki odpušča, potem vedno neke pomisleke, razmišlja še 3 noči, še 4 noči, še 1 mesec, če je bila odločitev pravilna ali pa nepravilna. Ampak takrat, ko začneš razmišljati o tem, je čas, da osebo odpustiš. Ker pomeni, da je odnos in, bom rekla, delo že na takšni stopni, da se zadeve enostavno ne da popraviti več. Takrat, ko se odločiš, naredi takoj. Po mojih izkušnjah, vedno, ko se poskuša nekaj zavlačevati in se reče, pa se mogoče bo naslednji mesec bolje, pa čez 2 meseca bo bolje, pa čez 3 mesece bo bolje, ni nikoli bolje, samo zavlačuješ neko stvar, ki bi moral že prej odrezati. Drugače, ponavadi se takrat, ko odpustiš, je tudi osnovno pravilo, da oseba gre čim prej iz podjetja. Ker seveda človek, ki je odpuščen, ni zadovoljen, prinaša tudi slabo voljo, ima tudi mogoče določene skrbi, kako bo naprej, če bo našel novo službo. Tako da je fajn, da ga, kolikor se pač da, da ga nekako čim prej spraviš iz podjetja. Spravi, tudi če ima odpovedni rok, da... Če preživiš brez njega, rajši ne bo doma, pa mu tisto plačo, plačuj pa bo manj škode, kot če ga boš imel v podjetju. Dobro, ampak če gremo zdaj nazaj, če vseeno ostavimo pri tem, da se morda splača narediti to, da imaš nek fiksni del plače, pa variabilni del plače, kateri so tisti dejavniki, na katere bi lahko fiksiral ta variabilni del plače? Midva s Sergetom smo naredila en seznam, vam prav sabo, evo. Teh variabilnih, mislim, dejavnikov, ki so se nama zdeli, da bi bili primerni za določene te variabile. Če jih kar preverem, eno je sodelovanje s sodelavci, to se nam zdi zelo pomembno, se pravi, da je ena ekipa, potem učinkovitost, odgovornost in zanesljivost pri delu, jasno, samoiniciativnost se nama tu zdi pomembno, iskanje rešitev, kako bi delo opravili hitreje in bolje. To je razvoj dejansko, ne? Jasno, ja, razvoj, odnos do strank, potem, če oddajajo ta svoja poročila o delu v roku, to je zdaj, ker nekateri pač tega ne počnejo, odnos do dela in pa na koncu še skrbnost in natančnost. Ta zadnja dva sta taka bolj splošna, ampak, ne? Ja, ta poročila o delu so ponavadi zelo aktualna pri kakšnem IT-ju, ne? Kjer pač potrebuješ dokumentacijo in se nikomu ne da pisati se dokumentacije. Ja, veš kaj, jaz bi ti mogoče tudi tukaj postavljeno tako za začetek neko vprašanje, no? Pa, veš kaj me zanima, zdaj predstavljaj si, da si doma, pa da ti žena reče, zdaj pač treba iti v trgovino. A sem trener kje? Komod. Treba je pač v trgovino, pa treba par stvari kupiti, ne?
In zdaj ti naroči, da pojdi v trgovino, pa kupi paradižnik, paštu, baziliko, sol, olje, tatarski biftek, feta sir, origano, pa črne olive, pa zelene olive, pa pojedina, potem še riž. Dobro, in? Kaj boš kupil? Pivo, riž, črne olive, feta sir, baziliko. Ja, ne vem, če bo žena ravno s tem tvojim nakupom zadovoljna. Aha. In kaj sva zvedela, da nimam dobrega spomina? Ja. No, jaz mislim, pravzaprav bi mi dekle, da ni še žena, da mi to napisala, ne, na listek. A ona kar, jaz bi rekel, da moral ti zapisati. Jo, ne, če je prava punca, napiše ona. Ok, ampak ki šla so do tega, da je treba to zapisati na listek. No, sem jaz to napisala, evo, ne, nava. Ja, super, in vsi, da so to zapisali na listek. Zdaj, fora v tem, no, če imaš sistem nagrajevanja, da imaš za to, da ljudem daš nek fokus. Da jih usmeriš v določen način obnašanja, ki ga ti želiš, da ga replicirajo. In zdaj, človek ne more biti fokusiran na 15 stvari hkrati. Tako kot ti si ne moreš zapomniti 15 stvari, ki naj bi jih kupil. In rabiš listek, da si zapišeš. In pri sistemu nagrajevanja, če rabiš listek, da si kriterije zapišeš na listek, zgubi ves pomen. Je to že slabo, najbrž. To že ne funkcionira. Druga težava pri tem sistemu, ki sta se ga vidva zastavljena, tudi taka zelo pomembna, pa da ne bova midva samo tukaj čvekala, bi jaz predlagala, da še publiko malo vključimo. A bo tako redo? Spet. Ja, jaz sem z veseljem. Ok, pa dajmo tako, naredimo kar malo preizkus. Dajte odpreti ta vaša gradiva na eni strani, ker imate eno prazno stran, kakšne črte. Dobro. Spet morate delati, je. Smo? Vi, gospod, že imate? Vi, ja, imate že. Ja, veš, takoj, v trenutku. Ok, a smo? Zdaj pa dajte si zamisliti enega vašega podrejenega. Enega, za katerega mislite, da relativno dobro dela. Ne bomo zdaj vzeli ravno tiste težavne, problematične ljudi. Ste si ga zamislili? Ste? Mene zanima, vi, gospod, čist na koncu. Koga ste si zamislili? Ja. Kako se pa imenuje? Tina, ok. Imate vsi ime v glavi? Ok. Zdaj pa bomo tako naredili. Jaz vam bom prebrala nekaj kriterijev, bom kar te vaše vzela. Bom prebrala nekaj kriterijev in vi boste to osebo cenili od 1 do 5. 1, če je zelo slabo delala na tem področju, 5, če je zelo dobro delala na tem področju. Pa boste te ocene kar pisali eno pod drugo, tako kot jih bom povedala. Ocenevali bomo to osebo pa za obdobje od 1. aprila do danes. Se pravi za ta zadnjega pol meseca. Ok? Za april. Pa dajmo pogledati, kako je Tina v tem obdobju sodelovala s sodelavci. Kar zapište. 1, 2, 3, 4 ali 5. Kako bi to osebo ocenili na področju sodelovanja s sodelavci v tem času od 1. aprila do danes? Smo? Ste zapisali? Ok, super. Učinkovitost od 1 do 5. Spodaj pod tisto prejšnjo številko. Smo? Ok. Odgovornost in zanesljivost pri delu. Samoiniciativnost. In 5. Iskanje rešitev, kako bi delo opravili hitreje in bolje. Se pravi, razmišljanje o tem, kako bi pospešili in opravili bolje delo, ki ga opravljamo. Imate številko od 1 do 5? Ok, smo vsi? Super. Zdaj pa, zraven teh številk, ki jih imate takole v stolpcu, bomo pisali drug stolpec. In bomo pisali ocene po istih kriterijih za to osebo za mesec marec. Vem, da je malo težje, ampak dajte poskusite se malo spomniti, kaj se je dogajalo v mesecu marcu, pa dajmo to osebo oceniti po istih kriterijih. Jaz vam jih bom še enkrat prebrala, če ste slučajno pozabili vmes. Sodelovanje s sodelavci od 1 do 5 za mesec marec. Učinkovitost od 1 do 5 za marec. Smo?
Odgovornost in zanesljivost pri delu. Smo? Samoiniciativnost. Iskanje rešitev, kako bi delo opravili hitreje in bolje. Imate zdaj dva stolpca, enega zraven drugega? Ja? Ok, zdaj dajmo pa še eno zadevščino narediti. Zdaj pa dajmo še en tretji stolpec narediti. In zdaj vem, da je to zelo težko, vam bom dala malenkost, malo več časa, par sekund več, da boste pomislili, ampak dajmo poskusiti to isto osebo, ne ene druge, to isto osebo oceniti še za mesec februar. Dajte malo pobrskati po možganih, kako je bila ta oseba v februarju, pa dajmo oceniti po teh istih kriterijih. Sodelovanje s sodelavci. Učinkovitost. A vi pišete? Kdo ne piše? Zakaj ne piše? No, ampak to, če je isto, pišite še enkrat. Odgovornost in zanesljivost pri delu. Samoiniciativnost. In peto, iskanje rešitev, kako bi delo opravili hitreje in bolje. No, tako kot je gospa že anticipirala, zdaj je težava pri tem sistemu nagrajevanja, da včasih so te ocene precej podobne. In če zdaj namesto gledati po stolpcih, gledate po vrsticah, dajte pogledati, kje so številke radikalno drugačne. Ne, da ste recimo en mesec dali 3, en mesec 4, ampak da ste recimo nekje dali 5 in potem ste dali 0 ali pa 1. Ker veste, tam, kjer so številke podobne ali pa celo enake, tisto ni več variabilna plača. Tisto je vaša nova fiksna plača. Tisto postane del fiksne plače. Če nekomu date en mesec 4, pa drugi mesec 3, pa tretji mesec 4, to on začenja dojemati že kot novo fiksno plačo. In vse, kar ste s tem sistemom dosegli, ni to, da imate neko variabilno plačo, ampak da imate samo inflacijo fiksne plače. Ste dejansko povečali, umetno ste povečali fiksno plačo in stranski učinek tega sistema nagrajevanja tudi ta, da ponavadi se take sisteme nagrajevanja variabilo daje, zato da bomo diferencirali tiste, ki res delajo fantastično, od tistih, ki delajo tako, malo bolj povprečno ali pa komaj sprejemljivo. Ampak s takšnim sistemom, ker imate pač dejansko te številke, potem postane tista razlika zelo majhna. Par evrov, 5 evrov, 10 evrov, 15 evrov in dejansko nisi dosegel tistega učinka, ki ga želiš. Si dosegel samo umetno zvišanje fiksne plače. Še ena tretja zadevščina mogoče pri tem sistemu nagrajevanja, ki ste ga videli. Pravi, so bili malo slabi ti, ali kaj? Ja, preveč jih je, absolutno preveč jih je. Absolutno preveč jih je, pa tudi, bom rekla, ta sistem ima tak stranski učinek. Če imaš kriterije in potem jih nekako in daješ, ljudi ocenjuješ po teh kriterijih, pač dosežeš to inflacijo plač. Dobro, samo ene kriterije najbrž moraš imeti. Ja, ampak preden gremo na kriterije, na katere jih moraš imeti, se je tukaj še ena pomembna zadevščina, na katero bomo moče pametno prej opozoriti. Ko imaš ti te kriterije, treba potem seveda osebi razložiti, zakaj si dal 4, zakaj si dal 3, zakaj si dal 2. In to je treba razložiti vsakokrat, ko osebo oceniš. In zdaj, če oceniš osebo vsak mesec, je treba to razložiti vsak mesec. Zdaj pa začni računati, koliko časa boš za to porabil vsak mesec, da boš ocenil in da boš razložil, kako si osebo ocenil. Tukaj imam tudi en tak simpatičen primer. Imam eno zelo, zelo dobro podjetje. Ena pač Hrvaška gazela. To je ena Hrvaška gazela, privatno podjetje, v top 1% hrvaških podjetij, fantastične rezultate imajo. Denarja kot testa in seveda ljudje so pač v skladu s tem podjetjem tudi tako nagrajeni. Denar v tem podjetju ni pač bila nikoli težava. In v tem podjetju recimo je prav ta primer, jaz sem se pač delala eno analizo, v tem podjetju sem se pogovarjala z ljudmi, pogotoviš, da s plačo so kar zadovoljni in da so dobili tudi nagrado. Jaz se vprašam, pa zakaj si dobil nagrado? Ja, ne vem, kar direktor me je dal. In tako gotoviš in se pogovarjaš z ljudmi, vsi so dobili nagrado, zelo zadovoljni, da imajo nagrado. To pa so zadovoljni, ja. Seveda, nagrado so dobili, ampak ne vejo zakaj. Zdaj pa, če sistemu nagrajevanja mi dejansko poskušamo usmerjati ljudi, da se obnašajo na določen način in jim damo za to nagrado, ampak oni ne vejo, za katero obnašanje so dobili nagrado, potem dejansko celotna zadeva nima smisla, bi rajši metali denar skozi okno.
ker mi damo denar, zato da jim rečemo, ja, obnašaj se tako še, to super, dej še to delaj, še naslednji mesec, še čez 2 meseca, to delaj, ne? Ampak če mu ne povemo kaj, kako ne on ve, zakaj nagrado dobil. Se pravi, ta tretja zadevščina pri tem sistemu nagrajevanja je, da boš imel kar nekaj precej delata, tvoj kolega imel kar nekaj precej delata, da bo vsak mesec razlagal te številke. Če pa jih ne razlaga, pa brez veze, da sploh Brez veze, da jih dela, ne? Tako. Ampak dobro, če gremo nazaj malo na dejavnike, prej smo rekli, da, si rekel, da mnogi so pol brezvezni, pravzaprav, da spadajo kar k fiksni plači. Kako pa pozbereš tiste, recimo, ki so res odločilni? Ker so najbolj tudi od človeka do človeka različni. Ja, so različne od človeka do človeka, so različne od delovnega mesta do delovnega mesta, od podjetja do podjetja in tudi podjetje v času potrebuje različne dejavnike v variabilni plači. Se pravi, tisto, kar se midva danes zmeniva, pa bo recimo v redu z tega svojega kolega danes, čez 1 leto verjetno ne bo več v redu. Zdaj, tukaj bi jaz mogoče povedala na tako zgodbo, ki je tudi zelo kristalno jasno pojasnil, v čem je težava teh kriterijev. To poznam enega gospoda, ki ima v Goriških brdih nek nasad jabolk. In je se, veste, ti imaš jablane in potem v sezoni treba ta jabolka pobrati. To relativno hitro, je jih pa zelo veliko. Se pravi, poslužuje se študentov zato, da poberejo ta jabolka. In enkrat so se malo pogovarjali in sem jo pritoževal, da ima velike težave s temi študenti, ker je situacija takšna, da ali si tam in gledaš, kaj počnejo, drugače je produktivnost na nuli, pa tako počasi pobirajo tista jabolka, da traja celo večnost. In je rekel, veš kaj, jaz bom malo zadeve spremenil, pa si zamislil nek nov sistem nagrajevanja, si je odločil, da ne bo več plačeval teh študentov po urah, ampak da bo plačeval po polnih gajbah. In je rekel, toliko in toliko sic, to je bilo še v času podarjev, dobiš za polno gajbo jabolk. In zdaj zadevščina je takšna, da ti študenti so se novemu sistemu nagrajevanja prilagodili in so ugotovili, da najhitrejši način za to, da zapolniš tisto gajbo jabolk, je tako, da sklezaš na jabljeno in da z jabljene ciljaš dol jabolka v gajbo. Študenti, pametni. Ja, seveda, ne. In zdaj si lahko predstavljate, kaj je potem lahko s tistimi jabolkami na koncu počel. So pa zelo hitro naredili, 3krat hitreje kot prej. Ja, žganje. Ja. Kaj drugega verjetno ni bilo veliko možnosti. In zdaj, ko delamo sistem nagrajevanja, ko postavljamo neke kriterije, mi vedno imamo neke predpostavke o tem, kako se bodo ljudje obnašali. Ampak ljudje se ne obnašajo tako, kot mi si predpostavljamo, pa kot si mi želimo, ampak se obnašajo tako, da bodo do tistega cilja, ki smo ga mi postavili, prišli po najkrajši poti in s čim manj napora. Se pravi, ko izbiramo kriterij, ni samo vprašanje, kateri kriterij je zdaj najbolj pomemben za nas, ampak pri tem, katere stranske učinke bo imel. Recimo v prodaji je to zelo simpatično se to da pogledati. Recimo imaš podjetja, ki nagrajujejo prodajalce glede na število sestankov, ki so jih ti prodajalci imeli s strankami. In seveda to so ponavadi prodajalci, ki imajo milijon sestankov, prodajo pa ne ničesar, tako kot je Burč prej rekel, very interested, so zelo zainteresirane stranke, ampak prodali pa nismo ničesar. Potem pa imaš druge ekstreme, imaš recimo prodajalce, ki so vezani izključno na realizacijo. Jaz recimo poznam 3 zavarovalnice v Sloveniji. Seveda vse zavarovalnice v Sloveniji imajo svoje zavarovalne agente vezane na provizijo teh prodanih zavarovalnih polic. Ampak jaz poznam 3 zavarovalnice, ki recimo imajo to težavo, da zavarovalni agenti ponarejajo zavarovalne police. Se kar zmislijo stranko, pa vpišejo noter podatke in to prinesijo, zato ker za tisto dobijo nagrado. In potem poznam ena izmed teh 3 zavarovalnic, je tudi tako nora, da tega človeka potem ne odpusti. In ne samo, da tega človeka ne odpusti, ampak potem sem zvedela, da se to celo ponavlja v nekih obrokih. Letos je enkrat naredil, pa drugo leto bo tudi ponovno naredil. In zdaj, kakšno sporočilo je to za vse druge v podjetju? Veš, da se to lahko dela. Če se ti nič ne zgodi, če to počneš, zakaj ne bi tega počel? Tako da pri kriterijih je zelo pomembno, da ne razmišljaš sam, kateri so dobri kriteriji, ampak predvsem, kateri so stranski učinki teh kriterijev. Se pravi, moraš biti malo jasnoviden pravzaprav. Ali pa tako dober predvidevati strateg, se pravi, poznati človeško naravo. Recimo, tako. Se človek itak leno moraš bitje. predvidevati najslabšo možnost, ko bom rekla. Potem lahko upaš vedno na bolje, to smo vsi pametno, da smo optimisti, ampak pri sistemu nagrajevanja moraš tudi predvidevati,
kaj se lahko zgodi v tem najslabšem primeru. Kaj pa z motivacijo zaposlenih, kako pa to dosežemo, recimo, da se dvigne? Ker ta moj prijatelj recimo razmišlja, da bi naredil to eno malo analizo, koliko so kaj zadovoljni s svojim delovnim mestom in pač nasplošno, tudi spet smo določene kriterije, ampak ne ve, ali bi zdaj to naredil ali ne, kak je s temi analizami, no, ali se to splača delati, pol sploh ali ne? Se pravi, takrat, ko mi ponavadi direktorji sprašujejo o zadovoljstvu zaposlenih, jaz vedno pač rečem, treba stopiti korak nazaj in se vprašati, zdaj, zakaj sploh to počnemo. In ponavadi tisti mit, o katerem vsi govorijo, je to, da dajmo poskrbeti, da bodo ljudje zadovoljni, ker če bodo zadovoljni, bodo potem tudi uspešni. Ampak takrat, ko greš pogledati strokovno literaturo, ko greš pogledati analize, metodološko korektno opravljene raziskave, ugotoviš, da ta mit sploh ni resničen, da je to ena pravljica, v katero vsi verjamemo, zato ker je nekako zdravorazumska, da če so ljudje zadovoljni, bodo tudi dobro delali. Medtem ko raziskave kažejo, da je povezava čist obratna, da ljudje, ki so uspešni, so potem zaradi tega tudi zadovoljni. Se pravi, da v delovnem okolju naj bi si direktorji, vodje kadrovskih in tudi sami vodji oddelkov prizadevali za to, da bodo ljudje uspešni. In zdaj kaj to pomeni? Da poskrbiš, da so ljudje na pravem delovnem mestu, da delajo stvari, ki jim ležijo, za katere so pač ustrezno usposobljeni, zato da pač imajo pogoje za dela, zato da je vzdušje dovolj pozitivno, da oni lahko delajo, da jih, bom rekla, ne utruja, da jih ne mori. In ko boš dejansko zagotovil pogoje, da so lahko ljudje uspešni, bodo ljudje uspešni in posledično tudi zadovoljni. Ampak če se boš ukvarjal s tem, da bodo ljudje zadovoljni, to ti še ne garantira, da bodo tudi uspešni. Zdaj, druga zadevščina, ki pa pri teh specifičnih analizah zadovoljstva, o katerih sem govoril, je pa še ena druga zgodba, na katero recimo tudi v Sloveniji zelo dolgo časa niso bili pozorni, pa tudi velika slovenska podjetja na to niso bila pozorna. In so šele po 3 letih ugotovila tisto, kar sem jaz pač že prvi dan vedela, da se bo zgodilo, pa ne zato, ker sem jaz pametna, ampak zato, ker smo to v tujini že večkrat videli, pa že večkrat preizkusili. Se pravi, ti ljudje so nezadovoljni, ti veš, da so nezadovoljni, rečeš, ok, gremo narediti anketo o tem, koliko so nezadovoljni. Gremo narediti anketo, jih vprašamo, ste zadovoljni s tem, ljudje niso zadovoljni. In seveda, ko si naredil anketo, si vzpostavil pričakovanje, da se bo zdaj nekaj spremenilo. In potem, če ti nič ne spremeniš, potem niso ljudje samo nezadovoljni, ampak so dvakrat nezadovoljni. Prvič zato, ker jim stvari ne štimajo, tako kot jim niso štimale na začetku, in drugič zato, ker si ustvaril neko upanje, da boš nekaj spremenil, potem nisi spremenil ničesar. Tako da pri teh anketah o zadovoljstvu je zelo pomembno, da si zelo pozoren, kaj ljudi sprašuješ. Stvari, ki jih ne nameravaš spremeniti, je brez veze, da ljudi sprašuješ. Se pravi, se naprej odločiš, kaj boš itak spremenil in pol jih to vprašaš in pol oni rečejo, da bi to radi in pol to spremeniš. To je zelo enostavno povedano, ampak jaz bom rekla tako. Zdaj, te ankete zadovoljstva zaposlenih so koncipirane za velike sisteme. In vsak direktor ene gazele mora vedeti, kaj se dogaja v tem podjetju, če je kolikor toliko dober. Tudi ena kadrovska služba mora vedeti, če so ljudje zadovoljni ali nezadovoljni, s čim so zadovoljni, s čim niso zadovoljni. Zato, ker če tega ne veš, potem oprostite, ne obvladaš svojega dela. Zdaj pa seveda, če imaš organizacijo, ki ima 140 tisoč zaposlenih, kot je recimo General Electric, jasno, da tega ne moreš vedeti za 140 tisoč zaposlenih. In potem narediš ankete. Ampak tudi oni ne delajo ankete na vse zaposlene, ampak delajo ankete na majhnem vzorcu in tisto, kar jih zanima. Ampak to, kar si pač prej rekel, da vprašaj tisto, kar že nameravaš spremeniti, ja, je zelo relevantno vprašanje. Če ti veš, recimo, da ljudje so s plačami v tvojem podjetju nezadovoljni, pa ti veš, da nimaš mase plač za to zadevo spremeniti, ker vsak nov sistem nagrajevanja stane 10 do 15% mase plač. Moraš imeti 10 do 15% več denarja, zato da lahko implementiraš nov sistem nagrajevanja. In če ga nimaš, ne sprašuj tega, ker potem ljudje sam še bolj nezadovoljni. To se mi zdi recimo zdaj. Ampak dobro, če malo povzamem, ampak v generalu je pa zelo najbolj pomembno, da res na začetku vzpostaviš pravi sistem, da pravi daš na prave mesta in da jih pravi ljudi dobiš. Se pravi, pol reševati je veliko teže najbrž na začetku vzpostavljati. Super.
Kaj je še na koncu mogoče v enem sistemu nagrajevanja, na takem generalnem, ki bi mogel veljati, morda povem, kaj je boljš, da je fiksna, variabilna, fiksna, kaj je zdaj? Pa to je, bom rekla, čisto od vsakega podjetja odvisno, pa tudi od obdobja, v katerem je podjetje, koliko raste, kako hitro se razvija. Pomembno je, kaj potrebuješ. Tisto, kar potrebuješ, tisto moraš nagrajevati. Če rabiš razvoj, nagrajuj razvoj. Če rabiš prodajo, nagrajuj prodajo. Če rabiš top strokovnjake, ki bodo stvari izdelovali, nagrajuj top strokovnjake, ki bodo stvari izdelovali. Vsako podjetje ima ponavadi nek poudarek nekje, v vsakem podjetju imaš neko skupino ljudi, ki zaslužijo tako ali pa drugače nekaj več kot drugi. In tam je ponavadi poudarek. Tako da tukaj ni enega generalnega načela, kako zastaviti, predvsem moraš zelo dobro razumeti podjetje, moraš zelo dobro razumeti vrednote in potem lahko se pač zadeve postaviš naprej. Če pa recimo te zanima, kje se lotiti sistem nagrajevanja, kaj je najbolj pomembno pri sistemu nagrajevanja, potem je definitivno to, da mora biti sistem nagrajevanja enostaven. Jaz vedno, ko pridem v podjetje, ti si prej rekel, da sem en fant bil. In to je, bomo rekla, v enih določenih fazi vedno res. Ponavadi stvari vidijo tako. Se moraš kritizirati, da sploh lahko kaj spremeni največ. Ja, tudi, ampak situacija je takšna, ponavadi, ko začneš svetovanje, se vsi strinjajo stavi, da sistem nagrajevanja mora biti enostaven in transparenten, da ga razume tudi 3-letni otrok. In potem se zgodi to, kar se je vama zgodilo. Potem začneš razmišljati od kriterijih, pa je treba še to dati, pa še to, pa še to, pa še to, pa še to. In potem to je trenutek ponavadi, ko pridemo malo na nož. Jaz rečem, vse je pomembno, ampak v sistemu nagrajevanja ne more biti vsega. Se treba odločiti, moraš imeti pogum, da rečeš, to bomo vzeli, to bomo pa zunaj pustili. Se pravi, enostaven sistem nagrajevanja moraš imeti pogum za to, da boš ene stvari pač pustil zunaj. Ne izbral, ampak to pustil zunaj. Odlično, hvala lepa. Jaz sem vse izvedel, še koga kaj zanima. Aplavz za Saro, Jasno. Bi se prej dobila, pa ne bi 5 večerov šlo v nič. Hvala lepa. Morda še koga kaj zanima. Jaz imate ekskluzivno priložnost, da vas Sara malo pokritizira, da nič ni v redu. Imamo kaj? Kar roke gor, desna ali leva, vseeno. Aha, imamo. Tam je zadnje vrste. Dobite mikrofon. Je glasna? Pa kar na mizo. Ne, se dobite mikrofon, da bomo vsi slišali. Jaz bi imela eno vprašanje za gospo in sicer, kako bi te kriterije na podlagi ocen razporedili po vrsti. Namreč verjetno je znano, da če se nekdo v delovnem okolju dobro počuti, da potem verjetno je tudi bolj kreativen, bolj sodeluje in tako naprej. Torej, kaj je tisto, ki je dobro začeti graditi, da potem pač dosegamo v celoti potem dobre rezultate? Prva stvar, ki je treba, je to, kar sem midva naredila na začetku, opredeliti, kaj sodi v fiksno plačo. To sem ravno zdaj pred 2 tednoma sem bila pri enem podjetju in so mi isti kriteriji imeli, pač prvi, sodelovanje z drugimi v okolju. Pa sem jaz vprašala, pa kaj pa vi sploh počnete? To je eno podjetje, ki se dejansko ukvarja z IT-jem. In delajo neke stvari, kjer pač moraš sodelovati z drugimi. In zdaj, če je osnovni, temeljni pogoj tvojega dela to, da sodeluješ z drugimi, to ne more biti kriterij v tvoji variabili. Z ljudmi, ki enostavno niso sposobni enega minimalnega sodelovanja, nimaš kaj početi, jih je treba zamenjati. Mislim, žal, ampak resnica je takšna. Moraš najprej opredeliti, kaj je tisto, kar paše v tvojo fiksno plačo, kaj je tisto, kar od ljudi že itak zahteva. Potem pa je tisti kriterij, ki jih imaš, moraš pa začeti iz tega, kaj dejansko želiš doseči. Kateri je tvoj cilj, kaj bi želel od teh ljudi, ali bi želel, da delajo več, ali bi želel, da so bolj natančni, ali bi želel, da so bolj odgovorni, ali bi želel, da imajo boljše odnose s strankami. Kaj dejansko je tisto, kar od njih želiš in tisto potem nagrajuješ. Ampak še enkrat ponavljam, ne milijon teh kriterijev, malo, 2, 3. Sem vam približno odgovorila? Super. Ja? Ok. Še kdo? Evo, tam. Ok, gospod. Aha, gospod pa še tukaj. Dobro. Katja, tukaj spodaj, veš? Evo, pripotoval. Ja, mene pa zanima eno vprašanje, v bistvu mogoče vaše mnenje, kako nagrajevati manj merljive kriterije, kot ste zdaj rekli, ne vem, odgovornost, zanesljivost in tako naprej.
ali pa odnosi s strankami recimo, kako to nagrajevati variabilno? Mene vedno sprašujejo o tem, kako zadeve zastaviti tako, da bojo objektivne. Resnica je, da pri sistemu nagrajevanja ni čist nič objektivno, razen podatkov, ki so vezani na promet in mogoče na dobiček, če imate relativno transparenten način pač izkazovanja dobička. Vse drugo so subjektivne ocene nadrejenega. To se pravi, da tudi pri teh zadevščinah v smislu odnosa do strank je subjektivna ocena nadrejenega. Seveda zelo pomaga, če ti malo opredeliš, kaj pomeni dober odnos do stranke. Da opredeliš recimo, ne vem, da se takoj oglasiš na telefon, ko zazvoni, ali pa da stranki poskušaš rešiti problem, ali pa da če slučajno stranka pokliče, da takoj nazaj pokličeš. Ali pa recimo, da si stranko prijazen, da kdaj poklepetaš, da zbiraš o njej določene informacije, kaj pa vem, mogoče tudi kakšne osebne informacije, se pravi, da se ji posvetiš kot osebi. Se pravi, pomembno je, če imaš recimo na tako zadevščina, kot je odnos do strank, da malo poskušaš precizirati, kaj dejansko pomeni zate kot za šefa nek odnos, dober odnos do stranke. Ampak potem je vedno subjektivna ocena nadrejenega, kako bo pač te zadeve ocenil. Zato je še bolj pomembno tisto, kar sem prej rekla. Pomembno je, da utemeliš, moraš razložiti, zakaj si mu dal tukaj 4 ali pa 3 ali pa 2 ali pa 5. Zato da oseba razume, kaj od nje pričakuješ v prihodnosti. Pa najbrž jih ne sme biti spet ne preveč teh kriterij, ker imaš spet ogromno dela. To smo spet na istem. V redu? Štima? Še gospod tukaj le? Moje vprašanje je glede odsotnosti. En dan bolniške pri 21 delovnih dneh pomeni 4,7%. Torej, mi temu, ki ima en dan bolniške, ne priznamo stimulacije, ker pravimo, da je to že si sam vzel. Kakšno je vaše mišljenje k temu? Lahko še enkrat razložite, nisem vas čisto razumela. V delovno-intenzivnem podjetju je en dan bolniške pri 21 delovnih dneh v mesecu 4,7%. Ja. Torej, če ni en dan delal, 20 dni je bil pridel, en dan pa bil na bolniškem, je za naše pojme vzel že 4,7% stimulacije. Torej, mimo ne dodamo variabilnega dela, ker si je to že vzel z svojim bolniškim. Ja, to je malce kočljiva zadeva, ne? Jaz bi tako rekla, zdaj, a ste vi z velikega podjetja, ste manjše podjetje? Veliko podjetje. Koliko ljudi imate? 600. Kakšen je pa vaša procent bolniške ponavadi? Pod 3%. Pod 3%? Ja. Okay, mi stimuliramo prisotnost na delovnem mestu. Temu zraven še dajemo nagrado za prisotnost na delovnem mestu. Poleg plača. Ja, tako bom rekla, glede na bolniško, ki jo imate, je prvič zelo nizka. Ponavadi povprečje tam okrog 6, sistemi, ki so zelo dobri, no vem recimo, da Krka ima 5, ampak oni imajo še boljše. Oni imajo še boljše, ja, ampak oni stimulirajo, pozitivno stimulirajo prisotnost na delovnem mestu. Ja, mi razmišljamo tako, da ne, da smo bolj zdravi, ampak da razmišljaš, kdaj boš obiskal zdravnika. In če imaš ure v dobre, jih lahko tudi koristiš za obisk zdravnika. Predvsem takrat, ko imaš to kratko obiske, ne vem, neke preglede. Drugo je pa, ko si bolan. Takrat pa tudi damo nagrado v skladu z sindikalnim sporazumom, če si nad 3 mesece bolniški. Zdaj, jaz bom tako rekla, no, ponavadi pri bolniških funkcionirata dva sistema. To je ena zadevščina, to, kar imate vi, se spravi spodbujanje prisotnosti, in drugi sistem, ki funkcionira pri bolniških, je ponavadi to, kar ima Krka. Takrat, ko se človek vrne z bolniške, da se pogovoriš z njim, kaj je bilo pravzaprav narobe. Da ugotoviš, ker včasih ljudje ne grejo na bolniško zato, ker so bolni, ampak zato, ker nekaj v delovnem okolju ne štima, pa imajo vsega pol kuhar, pa grejo na bolniško. Zdaj, očitno, če vam ta zadeva funkcionira, pomeni, da je v skladu z vašimi vrednotami in da je v skladu z vašim podjetjem, potem hvala Bogu pač to počnite naprej. Jaz bi tako rekla, no. Zdaj, edine omejitve seveda, ki so na tem področju, so pravne omejitve, na te treba biti vedno malo pozorni, ampak pri kadrovski strategiji vse izhaja iz podjetja, iz vrednot podjetja, iz strategije podjetja, in če je to v vašem okolju sprejemljivo. In če je sprejemljivo, pa vam prinaša dobre rezultate, hvala Bogu. Še kaj? Hvala za odgovor. V redu? Hvala lepa. Bomo šli na pauzo, ne? Polurna pauza, si bomo... Še kdo? Ajde, eno še vzamemo, še kdo? Evo, eno še vzamemo, pol pa pauzica.
Zdravljeni. Jaz bi se navezala na prejšnjo temo. V bistvu me samo zanima v kontekstu ocenjevanja zaposlenih strani nadrejenih. Kaj, če so kljub temu nadrejeni v bistvu subjektivni do ocenjevanja podrejenih? Seveda so nadrejeni subjektivni, ker vsak človek je subjektiven. Ravno včeraj sem imela pač en sestanek z eno stranko, ki postavlja nek hud sistem strateškega upravljanja s človeškimi viri. In pač ta gospod mi je začel razlagati, Sara, kaj pa standardi, kakšne standarde, kaj merimo v delovnem okolju. Jaz sem rekla, edina stvar, ki jo merimo, je denar. Vse drugo je subjektivno, pika, nimamo kaj se pogovarjati. Gre samo za vprašanje, kako dobro znaš utemeljiti svojo subjektivno oceno. In če je ne znaš dobro temeljiti, potem ima podjetje velik problem. In ocenjevanje zaposlenih je vedno povezano z vodenjem. Če imaš dobro razvite vodje, če imaš dobre vodje, potem ti bo tudi ocenjevanje zaposlenih štimalo. Če pa imaš slabo razvite vodje, potem ti ocenjevanje zaposlenih ne bo štimalo. In dober vodja bo že znal dobro oceniti in dobro utemeljiti. Drugače pa tako, jaz bom rekla, veste, vsak vodja, jaz razmišljam tukaj zelo liberistično, vsak vodja je odgovoren za to, da njegov oddelek dobro funkcionira. In če je on odgovoren za to, da njegov oddelek dobro funkcionira, mora imeti tudi dovolj proste roke, da si vsaj na enem omejenem segmentu postavlja taka pravila dela, kot jih želi. In veste, mogoče se jaz ne bom strinjala s standardi, ki jih on postavlja v tistem oddelku, ampak naj si postavi svoje standarde in pač meni se bo zdelo mogoče, da slabo ocenjuje ljudi ali pa da subjektivno ocenjuje ljudi. Ampak če on s tistimi standardi, ob spoštovanju nekih osnovnih vrednot podjetja in ne vem, odnosov do ljudi, da je spoštljiv in tako dalje, če on s tistimi standardi dejansko dosega cilje, ki smo mu jih postavili, zakaj ne? Saj ni potrebno, da smo vsi vodje enaki in da se vsi ravnamo po istem kopiču. Pomembno je, kako se dejansko ujame in tako dalje. Tako da, veste, nekaj, kar se meni zdi lahko subjektivno ali pa slabo, mogoče pa ni subjektivno ali pa slabo, je samo drugače od tistega, kar dejansko sem si jaz predstavljala. Približno odgovor. Super, hvala lepa, evo, to je bil, smo končali prvi sklop današnjega dneva, dajte se malo podkrepiti, okrepčati. Še en aplavz, za Saro, odlično je bilo.